Zakaj je pomembno, da odraščajoči otroci poznajo umetnost? Ta moj poklic ljubezni do umetnosti niti ni najbolj, se mi zdi, moja prva izbira. No? Kaj je v bistvu, kaj je narobe z našim šolstvom? V bazenu plavam, ja, bazen, po bazenu. Ja. Naprimer 3-krat, 4-krat, če se da 5-krat, sem še najbolj srečna. Si tudi kritik enega takega sejma ničevosti, ki se mu reče maturantski ples. Nina, kaj je tvoja najljubša beseda? Ojke, ma kje ste vsi? Dragi poljanski kavčarji, Učitelji, dijaki, prijatelji, z našimi Poljanami povezani. Poljanski kavč prihaja v eter. šerej ga naprej, da ga ulovi svež veter. Spremljaj, všečkaj, blefiraj, komentiraj. Pohvali, razdeli, naroči se ne seri. Kavč, poljanski kavč. Kavč, poljanski kavč. Drage Poljanke, Poljanci, dobrodošli v novi epizodi Poljanskega kavča, kjer gostimo profesorje in tudi druge Poljance in se z njimi pogovarjamo malce o njihovem življenju, da jih malce bolje spoznamo. Danes sem zelo vesel, da se je na povabilo odzvala profesorica Nina Ostan, velika poznavalka in ljubiteljica umetnosti, pa kot bomo še videli, tudi zelo zanimiva oseba, tako da Nina, pozdravljena in dobrodošla. Evo, pod žarometi. No, sicer neprijetno, ampak ok. No, bomo videli. Načeloma to ni najboljša reklama, da začnemo z besedo to bo neprijetno, ampak... Pove nekaj o meni, da mi je ta javni nastop pod žarometi precej neprijeten. Ok, no, bomo videli. Upam, da se bo ta občutek spremenil. Seveda, tebe najbolj poznamo pač jasno kot profesorico umetnostne zgodovine. Mogoče bi začela malo bolj na začetku. Namreč v tvoji družini je ta odnos, pozitiven odnos do umetnosti zelo prisoten. En tvoj brat je igralec, en tvoj brat je arhitekt. Čeprav starša pa nista bila umetnika. Kako je prišlo do tega, da sta ti vzbudila ljubezen do umetnosti? Starša sta bila zdravnika. Ne vem, zdi se mi, da ta moj poklic ljubezni do umetnosti niti ni najbolj, se mi zdi, moja prva izbira. No? Moja prva izbira je bila medicina, ki pa mi je bila doma na nek način odsvetovana. Aha. In lahko bi rekla, da mogoče zelo dolgo sem to obžalovala. No? Da vseeno nisem se odločila za medicino, ker sem vedela, kaj specifično me zanima. Psihiatrija, to se mi je zdelo nekaj sila zanimivega. Ampak to so bili časi, ki je bil v družini oče še zelo velika avtoriteta in zdi se mi, da pri mojih 18 se nisem znala upreti in reči, kaj me zanima. In potem sem v času študija v bistvu iskala svoj študij, kaj je tisti moj študij. In tudi, ko sem ga končala, je bilo tako malo nelagodje to, da sem končala umetnostno zgodovino, zato, ker se mi zdi, moje osebno nelagodje, biti nekomu reči, da si umetnostni zgodovinar, se mi je zdelo, da je toliko drugih zanimivih stvari v življenju kot to. Ampak za zaključek te misli moram pa povedati, da je šola pravzaprav usmisla moje življenje. Aha. In da s tem, ko sem prišla v šolo, so se pa neizmerna vrata odprla v smisel življenja. Preko umetnosti in pa šole kot take. Ja. Tvoja poklicna pot je bila že čisto od samega začetka povezana s šolo? Ne, pač nekaj časa sem delala tudi v založbi, pisala sem in tako dalje, različne stvari. Šola je bila polnuja, zato ker je mož bil tudi na svobodi, mož je tudi umetnik, in je bil na svobodi in potem je nekdo se moral zaposliti. Aha. In zaposlila sem se jaz. Okay. In ta prva možnost, takrat, ko sva že imela otroka, je bila šola. Tako. In potem sem pristala v šoli. To je bilo tisto na hitro, kar je bilo.
In to pa je torej odločitev, ki te pa ne navdaja z nelagodjem. Ne, pa pravim, da je to pač velik smisel mojega življenja. Res sem odkrila. To je poklic, ki ga upravljam neizmerno rada, ki se mi zdi smiseln, eden najpomembnejših poklicev sploh, ki se mi zdi, da mi omogoča to osebno integriteto, osebno držo. Zdi se mi, da vsak dan znova počnem nekaj res pomembnega, da imam ta privilegij, da vzgajam ali kakorkoli vzgajam ali privzgajam ali odpiram vrata, ne vzgajam, odpiram vrata v umetnost, v širše družbo kot tako, v vse, kar družbo napolnjuje. No. Zdaj, enkrat si rekla, nekje sem prebral, da je umetnostna zgodovina nehvaležen predmet, češ da je na repu izobraževalnih predmetov. Verjetno se še vedno strinjaš. A se ti ne? No. Ja, mislim, ampak, če lahko tudi dialog s tem pogledam. Se strinjam, še zmeraj. Ja. Še zmeraj se strinjam. No, čeprav je, recimo, si pripomogla k temu, da na naši šoli se v bistvu veliko umetnostnih stvari dogaja. Ne? Se ti zdi, da je vendarle na naši šoli bolj opazna umetnost, kot kje drugod? Ja, meni se zdi, da je. Ja. Tudi je to nek davek našemu aktivu, celotnemu aktivu slovenščina in umetnost, kjer se mi zdi, da smo vsi zelo predani umetnosti, da jo vsi zelo močno doživljamo, pač te različne zvrsti umetnosti in da se nam zdi to zelo pomembno polje za srednješolce. No? Da je to tisto polje, kjer lahko zelo kvalitetno preživiš odraščanje skozi umetnost in v umetnosti. Ne? Tako. Zakaj se ti torej zdi pomembno, pa to ni nobeno provokativno vprašanje, čistko, zakaj je pomembno, da odraščajoči otroci poznajo umetnost? Zato, ker govori na najbolj neposreden način o človeku. Kdo je človek? Se mi zdi, da najbolj neposredno pove, kakšen je človek in kako se skozi celotno zgodovino zmeraj znova vrača k istim stvarem. K temam, ki ga opredeljujejo, ljubezen, sovraštvo, vojne, karkoli že. Vsi ti detajli tudi v človeškem ponosu. Umetnost ima toliko obrazov, se mi zdi, da če bi imeli malo več ur, jaz vendarle učim povprečnega dijaka 35 ur v vseh 4 letih, bi bil to res lahko en humanistični predmet, ki da en vpogled v zgodovino človeka in njegovega čustvovanja, njegovega razmišljanja. Zelo pomemben, ne znam mogoče drugače opisati, ampak pač umetnost se skozi zgodovino zmeraj znova z istimi temami srečuje. Vedno iste teme naslavlja. Naj bo to prazgodovinski človek, od religioznih tem, vprašanj onostranstva, političnih tem, propagande, ne, do najbolj intimnih, naj bo to družbena ali pa čisto intimna sfera. Ti v bistvu sloviš po tem, da oziroma zelo cenijo dijaki, da si zelo razgledana, da zelo veliko povežeš med sabo raznih stvari, da si zelo dobro pripravljena na pouk. Odkje ti energija za to? Mislim, to je sestavni del tega predmeta, ki je, se mi zdi, interdisciplinaren, ki v sebi, umetnostna zgodovina v sebi povezuje psihologijo, sociologijo, filozofijo, na koncu koncev tudi neke vrste družboslovne ali naravoslovne stvari. Ne? Enostavno kubizma ne moremo razumeti brez Einsteinove teorije, ki je v tistem času bila in tako dalje. Se mi zdi, da umetnost zrcali družbo in je enostavno nujno potrebno, če želiš to dovolj nazorno o tem govoriti. Ja, moraš imeti neko znanje. Se tudi študij je zahteven, ni nezahteven študij. Tudi študij zahteva, se mi zdi, veliko memoriranja, podatkov, branja vsega. In v bistvu to zdaj se vedno znova seveda pripravlja. Zdaj jaz kot učitelj razumem to, no? Mogoče kakšen dijak malce manj. In to v bistvu cele noči? Ne več, ampak na začetku pa. Se mi zdi, da pa začetna leta pa ja, da so zahtevala zelo dosti. Zdaj je že v veliki meri rutina, zdaj samo aktualiziram stvari. Ker se mi, to, kar sem prej rekla, ne, umetnost govori o času in družbi zmeraj skozi iste teme in se teme da zmeraj znova samo aktualizirati. Pa tudi starejši si, bolj se mi zdi, da se fokusiraš na bistvo. Na to, kar je srž. Ne več podatkovne stvari, ampak
samo to, kar res ostane na situ zgodovine. Naprimer. To me zdaj na stara leta dosti bolj zanima kot prej, ko je bilo fascinacija s podatki ne več toliko. A imaš kakšno obdobje, ki ti je prav bolj zanimivo od drugega? Ne, to nimam. Vsa obdobja se mi zdijo sila zanimiva. Aha, ni pa tudi neko obdobje, ki se ti zdi... Ne, več mogoče energije posvečam 20. stoletju, zato ker je pač potrebno za razumevanje 20. stoletja več znanja in več vedenja. To, da ti razumeš, kako 20. stoletje odgovarja na družbo in družbena vprašanja, kaj je to avtonomija umetnosti, kako se sodobna umetnost povezuje z znanostjo ali pa z novimi tehnologijami. Ja, se mi zdi, da je to težko razumeti. Da rabiš, naprimer, več znanja. No. Zato bi rekel, da me to tudi mogoče bolj zanima. Hkrati sem pa, ker je mož umetnik, ne, oziroma partner, sem tudi bolj potopljena v ta čas. In se mi zdi, da ta čas pač moram na nek način komentirati. A je potem recimo banalno vprašanje, da tebe kot strokovnjaka recimo vprašam, ali je Mona Lisa res, ker je pač recimo, da je ena najbolj znanih, ampak kar najbolj znana slika, a je to res tako zelo kvalitetno delo? Ja, res je, tle vam lahko predavanje o tem, zakaj je to tako kvalitetno. Pa recimo, na drugi strani Guernica. Ja, to so vsa prelomna dela. Skratka, to so ikone v zgodovini umetnosti. Je nekaj na tem. Ni to samo nek ne vem, dober PR oziroma propaganda. Čeprav mogoče Louvre je lahko dober PR, ker za kar nekaj dela rečemo, da zato, ker so bila v Louvru, so morda bolj izpostavljena. Tako rečemo za 20. stoletje, za dela, ki so bila v MoMI, v Museum of Modern Art, da so prelomna, naprimer Mademoiselle d'Avignon, te avignonske gospodične, če ne bi visele v newyorški MoMI, verjetno ne bi imele take teže, zaradi tega, ker je to bilo takoj po letu 1945, po drugi svetovni vojni, ker je Evropa 10 let vsaj ni producirala umetnosti, ne, se je teorija umetnosti in vse ostalo razvijalo prej v Ameriki in je toliko bolj bilo to uglaševano. Tako da ja, to ima tudi vlogo, vse, tudi te stvari. Pa te to kdaj moti? V smislu, da lahko da je neko delo, ki ti strokovno znaš utemeljiti, da ni tako zelo kvalitetno, pa vendarle je bolj izpostavljeno kot... Ne, nič me ne moti, zato, ker je to svet umetnosti. Ne. Z eno besedo rečeno svet umetnosti. V svetu umetnosti ne igra samo kvaliteta vloge, ampak še vse, kar ga ustvarja. Zveze, poznanstva, prijateljstva, ekonomija, denar. Tako da temu se v bistvu ne da ogniti. Tudi se mi zdi, da danes, ko je tako preobilje umetnosti, ni več... neka revizija umetnosti bo zgubila neke umetnike, ki so dobri. Se bojo enostavno zgubili. Tako je. Ampak to je življenje. Znotraj svojega predmeta tudi poudarjaš še mogoče en segment umetnosti, ki pa se mi zdi, da ni toliko zelo prisoten v šolstvu, in to je film. Okay. Eno veliko ljubezen do filma imaš. Jaz sploh ne vem, če je to ljubezen, ampak ker ne delam sam na šoli, sem sodelovala pri oblikovanju nacionalne strategije filmske vzgoje in zdi se mi, da tam sem pač 15 je bilo, 5 članov in tam se mi zdi, da prvič sem se potopila v film in v vlogo in moč filma tudi in potem sem sodelovala pri snovanju gledališko-filmske smeri umetniške gimnazije, pri učnih načrtih za film, sodelujem s vsemi temi ljudmi, ki poučujejo in tako dalje. Ja, in jih poznam. Tako da postaja to moja velika ljubezen in moram reči, da če je bila prej literatura zelo pomembna zame, je ta primat zdaj bil film. In tudi čas je tak, da je mnogo lažje pogledati en dober film, kot pa prebrati eno knjigo. Žal se mi zdi, da je tako, da tudi moja časovni manjko me na nek način v to zdaj usmerja. Ja. In se ti zdi film kot učni predmet
na splošni gimnaziji nujen. nujen. Ja, sej, da sem tudi 3 smo sodelovali, naredili smo učni načrt, tako da obstajajo vsi pravni razlogi, da bi lahko tudi Poljane imele. V bistvu se samo še treba odločiti. Mislim, mi dva veva, da se bi dalo odločiti. Vodstvo mora odločiti. Ampak, Sej, to zdaj upam, da vodstvo gleda. Če ne mu povejte, na kateri minuti naj to pogleda, se mi zdi nekaj, kar je absolutno umetnost sodobnega časa in kar bi moralo biti v šoli. Se mi zdi, da toliko prednosti, kot jih ima pa film za poučevanje, pa definitivno nima. Likovna umetnost, glasba, karkoli drugega. Takšne teme, vizualne probleme, vse, kar prinaša, vse. Super je. Ja, žal. Pa tudi mislim, da oni ga res gledajo, ampak potem pa, ne mladostniki, ampak potem pa je vprašanje, kaj gledajo in se mi zdi, da tak predmet bi lahko vsaj delno mogoče mal usmeril tudi njihov pogled v kakšne druge, za njih mogoče spregledane ali pa v zgodovino filma, v teme, ker film kot umetnost spet odpira večne teme, zmeraj znova. To niso samo romantične komedije ali pa trilerji, ampak tako kot vsaka druga umetnost. Kot vsaka druga umetnost. Tako da mi je žal, ker poznati zgodovino filma je poznati 20. stoletje. Na super način, ti kot zgodovinar lahko rečeš. Ja, mislim, definitivno jaz tudi na ta način gledam film, ne kaj mi pove, ampak kako je, katere teme izpostavi, ker so pač za vsak čas svoje teme. Tudi s filmom, če še mečkaj se ostavijo tukaj, spodbujaš mlade tudi k ustvarjanju ali pa vsaj k bolj kritični gledanju filma. Tako imaš recimo, si prisotna pri tem projektu Kinotrip, pa članica žirije na Videomaniji. Kaj točno želiš, dajva malo razložiti, kaj točno želiš v bistvu s tem svojo prisotnostjo na teh festivalih, ki so festivali namenjeni izključno za mlade, kaj v bistvu želiš spodbuditi? Mislim, sem samo nekdo iz ozadja, ki nakažem to možnost, naprimer, da na Kinotripu sodelujejo. Se mi zdi, to so večinoma dijaki, ki jih jaz učim in jih opozorim na razpis, povem, kaj so prednosti in to je vse, kar je tukaj. Pa se seveda pozneje pogovarjam. Zdaj tam znotraj Videomanije sem pa pravzaprav že kar dolgo, ne vem, več kot 10 let v žiriji, ne vem, koliko je to. Tam se mi zdi pa, je to žirija, ki je zelo raznolika in poskušam biti zelo glasna, zato ker ne rabimo perfektnih filmov, ampak rabimo filme mladih. Zdaj, če se lahko to bi morala razložiti, da to, kar mi je zelo pomembno, je, da so pristni, da res govorijo o njihovih problemih pa o njihovih stvareh. Zdaj, kaj so pa teme mladostnika, pa se mi zdi, da so iste teme, kot so jih midva imela v odraščanju. Upor zoper avtoriteto, iskanje identitete, ljubezen, ne vem, neka določena melanholija, obup ali karkoli. To so neke teme odraščanja, ki se mi zdi, da jih mora vsak mladostnik preigrati in je toliko boljše, če jih to lahko preigra skozi film. In take filme res s mladinsko tematiko, s tem, kar njih zapopade in najbolj zanima, take filme tudi najbolj spodbujam in sem tista, ki glasno zagovarjam nagrajevanje teh. Pa so tudi drugi znotraj te komisije ali raje ne bi taki, ki to so poslušajo? Poslušajo, to žiriranje to traja 2 dni, pač filme si pogledamo, se tudi veliko pogovarjamo, zopet pogledamo in tako dalje, neke argumente tu in tam povemo, Tako se mi zdi, na koncu je konsens glede nagrad. Kaj pa glede tistih, ki sodelujejo, ali je to v porastu, ali se ne da nekega trenda? Ne, to je približno enako, tam od 80 do 100 filmov pride na leto. Iz cele Slovenije. Iz cele Slovenije. Ampak to z mladinsko umetnostjo je tako, da ko prihajajo nove in nove generacije, če ni več mentorja v ozadju, ki bi to spodbujal, se mi zdi, da velikokrat tudi ne vedo, kam je treba to poslati. Ali pa, da to obstaja, ali pa, da ni dovolj popularizirano. Da je vredno poslati nek film tja. To ti prinese na koncu koncev ima enak status kot Zlato Cankarjevo.
Naprimer, če Ja, rečeš razumem, v hierarhiji tega nabiranja nagrad za štipendije ali kakorkoli, je to državno tekmovanje in srebrna ali zlata sta tako kot, ne vem, matematično jezikovno tekmovanje zlata, srebrna. Tako da je vredno, tudi tisti, ki imajo ta občutek, je zelo vredno, da za film, ki jih to zanima, je super, če pošljajo tja. Ob vseh teh spodbudah, ki jih daješ, a tudi sama ustvarjaš na katerem koli polu umetnosti? Ne, pa si poskusila ali... Aha, To je to po moje, pa tudi toliko je umetnosti, toliko je ustvarjanja. Ne. V bistvu, tudi če sva čisti iskrena, moj čas je limitiran. Mislim, to, da sem jaz v 2 službah, no, da sem tu pol na šoli, pa pol na Zavodu za šolstvo, to je, ja. Mi vzame zelo veliko časa. Tudi na zavodu je zelo veliko pisanja, so učni načrti, so različne stvari, ki jih je treba zapisati, ampak tudi take spodbudne, kreativne, tako da se mi zdi, da tam najdem neke odvode za eno kreativnost. Pa če bi se dal to povezati, ne, tvoje delo na zavodu, oziroma primerjati tvoje delo na zavodu, ki je mogoče malo bolj pisarniško delo, tvoje delo tukaj v razredu, ti odgovarja to, da je pol, oziroma da se tvoje delo ni vsak dan v isti instituciji? Mi odgovarja, čeprav se mi zdi, da je mnogo bolj zahtevno. No. Na delo na zavodu? Ne, da je to usklajevanje 2 različnih pogledov na vzgojo in izobraževanje, eden z prakse in vsakodnevno delo z mladostniki in drugi pač strani, ne vem, države ali pa nekega tega bolj perspektive pedagoškega pogleda, širše kot teorije pedagogike. To se mi zdi, težko. Ne, to se mi zdi, da zahteva zelo veliko časa, tudi te premiki sem in tja, ampak sem zadovoljna. Torej, sem zadovoljna. Če bi se pojavila možnost, da bi samo eno od teh 2 služb... Jaz sem bila tle na šoli eno. Aha, Jaz sem bila na Poljanah celo. Aha, samo celo. Samo celo. Pa ti zdaj bolj odgovarja, da... Pa sem leta 7 odšla, polna zavod. To je bil izziv zame in se mi zdi, da je v redu. Da je v redu. Je to eno in drugo ali eno ali drugo je to sanska služba? Ne, sanska... Oziroma, sanska je v redu služba. Jaz sem zadovoljna, jaz mislim, da je to dobra služba in da mi prinaša veliko zadovoljstvo in osmislitev mojega življenja. Naj se še tako sladko sliši, ampak na koncu, ko bom pač zaprla vrata za rednim službovanjem, bom rekla, dobro je bilo. No, se to pa je cilj se mi zdi, da vsakogara. Tam in tu je bilo dobro. Tam so sledi in tu so sledi. In to se mi zdi pomembno. Pa vendar, veliko se o tem govori, še moče eno rahlo provokativno vprašanje, kaj je v bistvu, kaj je narobe z našim šolstvom? Glede na to, da ga poznaš v teoriji in v praksi, kaj bi bilo, pa vem, da to ni zdaj vprašanje, na katerega se da takole odgovoriti, ampak kaj bi bilo treba spremeniti, a gre v pravo smer ali ne gre v pravo smer? Jaz mislim, da kaj je globalno narobe s svetom, no? Da je naše šolstvo zelo na podobnem nekako spustu ali kakorkoli bi rekla, kot je svet širše, šolstvo nasploh tudi v drugih državah. Mislim, da imamo povsod zelo podobne probleme. Ja. In to je kaj problem z negativnim odnosom do intelektualne... Mogoče, ne vem, znanje ni več taka vrednota. Mogoče je to prva stvar, da znanje ni več. To se je že v času mojega, jaz sem več kot 4 stoletja tukaj na šoli, in zagotovo so bile vrednota znanja takrat in vrednota danes je bila drugačna. Pa da ne moram reči, da te dijaki danes manj znajo, ampak druge stvari znajo in druge stvari jih zanimajo. In zdi se mi, da so družbena omrežja tudi pravzaprav zelo spremenila kvaliteto znanja, ki je zelo površna, površinska. Na površini smo vsi skupaj in da težko sežemo v globino. Ja, meni se zdi tudi, ampak vseeno, kaj bi rekla, da morda preveč je podatkovn naš sistem, tako kot ga jaz vidim, in premalo gradi na različnih veščinah pisanja, razmišljanja, kritičnega mišljenja, družbenega angažiranja, osebnega stika učitelja z učenci. Ne vem. Se mi zdi, da neke stvari bi vendarle bilo v redu spremeniti, ampak ja. Pa misliš takole, za prihodne generacije, ko gledaš, si ti optimistično zreš v to,
v ta pedagoški svet ali bolj pesimistično? Ali se ti zdi, da bo šlo še bolj navzdol? Ja, mislim, zdi se mi, da bo šlo še bolj navzdol. Dokler ne bo šlo... Jaz se bojim, da pač se bojo šole še bolj diferencirale. Mi imamo kvalitetno javno šolstvo, Slovenci, v celoti zelo kvalitetno, ki sicer v zadnjih 15 let zgublja na kvaliteti, ki je bilo v teh mednarodnih raziskavah, ampak bojim se, da bo še slabše in da bo počasi se začela zelo velika razlika med šolami vzpostavljati, da bomo dobili tudi več privatnih šol in tako dalje. Nimam tako zelo optimističnega. Se mi zdi, da podoben trend, kot se v zdravstvu dogaja, se dogaja tudi v šolstvu. Neka počasna razgradnja tega, kar je bilo res kvalitetno. Jaz sem šla skozi zelo kvaliteten šolski sistem. Od osnovne šole do konca študija je bil to kvaliteten. Z pomanjkljivostmi, ampak dobila sem izobrazbo, zaradi katere sem potovala po svetu zelo samozavestno. Tako se mi zdi. Pa bomo videli. Ne? Bomo videli, ja. Prej si omenila, ko si govorila o predmetu, da je zelo pomembno, da je tudi družbeno kritičen. In pri tvojih urah se to kar močno pozna. Nekatere teme so, ki se ti zdijo zelo, zelo pomembne. Ena taka tema je prav gotovo feminizem. A se ti zdi, da je treba zelo opolnomočiti dekleta, pa tudi fante, da razmišljajo na ta način, ali se ti zdi, da je vendarle nek napredek od zadnjih, recimo, 20-30 let? Ne, jih je treba, ja, se mi zdi nujno to omeniti ali pa naglasiti, pokazati. Ampak tudi jasno je, da prihaja do retradicionalizacije družbe, repatriarhalizacije in tako dalje, da pač nas bolj ali manj ta svet danes postavlja spet v tradicionalne vloge. In da če primerjam pozicijo, ne vem, še moje mame, ki je delala, pa pozicijo zdaj, se mi zdi, da je treba vendarle omenjati, kakšna je vloga ženske. Ja, zdi se mi to nujno potrebno. Sploh pa v umetnosti je to tako jasno, se tako zelo jasno lahko pokaže, no? Skozi objektivizacijo ženske. Ker umetnost je v bistvu moška domena. Ja, mislim, pač res je umetnost veliko do 20. stoletja, do druge polovice 20. stoletja, no? V veliki meri bila domena moškega pogleda, predvsem. No, ja. Bi tako rekli, moškega pogleda. In se mi zdi, da je treba na to opozarjati. In danes, če pogledamo vse te vizualne medije, različne kampanje oglasne in tako dalje, se to v popularni kulturi še naprej eksploatira žensko. Da pa ne rečem vse ostalo, kar itak vemo, da v pravu smo enakopravni, ampak daleč proč od enakosti. Tle pa vsi podatki tudi o tem govorijo. Vsi javni podatki, vsaka statistika pove, kje je ženska v odnosu plače, položaja, vodstvenih služb in vsega ostalega. In potem ta feminizem, jaz ga večinokrat, ko o njem razmišljam, vse to ni feminizem, ker jaz ne vem, kaj sicer si, kakšne so stereotipne, kakšne so stereotipne predstave o feminizmu. Človek na nek način, ta enakost med spoloma je samo ena od enakosti, za katere se bi jaz borila. To je tudi enakost ne samo med spoloma, ampak tudi med rasami ali pa rečemo tudi religijske različne veroizpovedi. Se mi zdi, da jih moramo enako obravnavati, enako spoštljivo in tako dalje. Tako da se mi zdi to nekaj, kar je vezano širše na družbo. Ta opozarjanje na pozicijo ženske, mogoče na naši šoli toliko bolj, ker smo šola s prevladujočo dekliško populacijo in ker poučujem izjemna dekleta, res izjemno inteligentna in tudi sposobna, ampak potem pa, ko pogledam našo družbeno realnost, se pa dekleta zelo pogosto zgubijo. In so tisti, ki nam vladajo ali pa ki odločajo nas moški. In tle se mi zdi zaradi tega, da je
naloga mogoče še toliko bolj upozarjati ali pa jih opolnomočiti ali pa kolikor lahko. Jaz si tako imam premalo ur ali karkoli. Jaz lahko to naredim v moji družini, imam 2 hčeri, naprimer. Ne morem pa narediti tega v šoli. Lahko pa upozorim, pa se mi zdi to pomembno, da dekleta o tem razmišljajo. Prej si rekla, malo si govorila o reevaluaciji, a ne, recimo, ne vem, nek Picasso, ki je bil pač genijalen umetnik, ampak čustveno manipulativen do svojih muz. A je treba ločiti umetnika in njegovo umetnost, ali je to cel paket? Torej tudi njegova ta... Ja, mislim, tle so mnenja deljena. Jaz mislim, da tega ne moramo ločiti. To je moje mnenje. Ja. Ampak se mi zdi, da so pa argumenti tudi na drugi strani, ki ločijo to, kar je vidno. Meni se zdi nujno potrebno vključiti neko osebnostno držo, ki je v ozadju. Ali bo to moralna ali etična, kakorkoli. V odnosu do sveta nasploh, ne samo do ljudi, ampak tudi do narave, žive narave, do vsega, kar nas obdaja. Torej, recimo, če vzamemo Picassa, ki mi pač pade zdaj na pamet, ne? Torej, ti mu priznavaš mu verjetno neko genialnost, že prej si omenila Guernica, je ikonično delo, ampak vendarle pa ga pa ne slaviš. Lahko tako razumem? Ja, to? Lahko tako razumeš. Ker je pač tak, kakršen je. Ali pa, ko govorimo o Picassu, omenim ta njegov manipulativen, kot si ti prej rekel, odnos do žensk. Pač tudi to, kako so ženske bile ključne za spreminjanje njegovega sloga. Vsako novo žensko, ki je stopila v njegovo življenje, je spremenil tudi slog. Jo zopet zavrgal in zopet spremenil slog. Guernica je zelo pomembno delo, ki je nastajalo tudi v dialogu z Doro Maar. Ja. Ne, mislim, se mi zdi, da je to treba omeniti. Zdaj, potem se pa tudi, jaz v bistvu se ne odločam tako zelo veliko, da se postavim ja ali ne. Povem, ampak je prepuščeno, da tudi sami mogoče malo se odločijo, kaj se jim zdi pomembno. Se ti pa zdi, to zdaj sva res čist na tej ravni tvojega mnenja, ampak se ti pa zdi, da recimo, ne vem, ker je bil, kakršen je bil, pa je nepotrebno, da se ga toliko razglaša, da imamo toliko enih razstav njegovih. Ali, a veš, da hočem vprašati, da recimo, da bi se za enega umetnika zdajle izkazalo, da ima neko zelo, zelo temno osebno plat, ali je potem smiselno, da njegova umetnost črtamo iz muzejev, iz galerij, karkoli, ali pač ne. Čeprav je jasno, da je kvalitetna. Ja, tle si mi zelo vprašal. Ne vem, recimo, mislim, da je treba to, se mi zdi, da je treba kontekstualizirati. Ja, tako. Jaz se mi zdi, da je mogoče to nek beg, če rečem tako, ampak z kontekstualizacijo se potem pusti neka odprta interpretacija. Ja, tako. Vsekakor nisem nagnjena k temu, da bi se dokončne sodbe o čemerkoli izrekle. Namreč sprašujem tudi malo z mislijo na to MeToo gibanje, pa recimo, ki je v filmskem svetu, no, kaj mogoče mečkam bolj izpostavljen, je toliko pa toliko se je izkazalo, toliko pa toliko enih temnih plati, da bi potem opus nekega, ne vem, velikega igralca zavrgli ali ne. Ja, definitivno naj bi ne bil tako v ospredju. No. Se mi zdi, da nekje mora biti neka konsekvenca potegnjena. Pa naj bo to z Leni Riefenstahl, ki je bila tako genialna, res režiserka, inovativna. Ampak sopotnica nacista. Ja, definitivno. No. Mislim, hočem reči, da tvoje življenje tvoj odnos do stvari in tvoje življenje se odslika tudi skozi to. Torej, umetnik... Ne vem, če sem za čistke. Ne vem, mislim, da nisem. Da bi jaz rekla, treba je očistiti zdaj galerije Picassa zaradi njegovega odnosa do žensk, do družine, do njegovih otrok tudi, ki so naredili samomor in pač redki sploh polnoč zaživeli. No. Se mi zdi, da če se kontekstualizira, se morda več doseže, kot pa če se naredi čistka. Nek razmislek, pustiš, nek prazen prostor. Zato je spet treba biti razgledan in glede na
padec neke intelektualne drže v družbi, pravzaprav nas čistke skoraj ne smejo presenetiti. Seveda ne, se čistke imaš povsod, tudi kazvim, te naši javni spomeniki ali karkoli, kar se je zgodilo, čiščenje zgodovine, brisanje preteklosti. Ja, jaz sem v bistvu za stvari, za večinoma za stvari, da ostanejo, ja, v veliki meri. Če so kvalitetne, kot je Picasso, kot so tudi nekateri naši javni spomeniki druge svetovne vojne, ne, se mi zdi, da so zelo kvalitetni, da jih je treba kontekstualizirati, ampak tudi njihove umetniške kvalitete izpostaviti. Ja. Še ena tema se pojavlja na tvojih predavanjih, v končni fazi v pogovorih med nami s teboj, to je okoljska ozaveščenost. Tukaj ima umetnost kakšno povezavo z okoljsko ta ozaveščenostjo? sodobna umetnost zelo močno nagovarja okoljske teme, ampak jaz moram z ozadja takoj povedati, jaz imam premalo ur, da bi zmogla to nasloviti skozi umetnost. Ogromno je projektov, ki se mi zdi, da na subtilen način načenjajo našo stanje okolja ali pa sploh stanje sveta. Ampak ja, ima zelo pomembno temo, ampak premalo. Jaz imaš tudi okoljskih filmov zelo veliko ali karkoli. No, zato se mi zdi, da se zdaj jaz poskušam angažirati ob šoli, no, to, kar smo letos imeli, in eno razstavo, in 2 filma, in pogovor, in tako dalje. Zato, ker ja, je ta prostor v razredu dosti prekratek, premajhen, prevozek, kakorkoli. Je pa ta okoljska tematika nekaj, kar se pa moram zahvaliti predvsem svojim otrokom. Ne? Jaz mislim, da tako angažirana nikoli ne bi bila, če ne bi imela tega doma. Oziroma, če ne bi bil sin angažiran, če ne bi bil sin tisti, ki bi prinesel teme domov in jih odprl. In enostavno se mi zdi, da skozi mojo lastno izkušnjo, kako smo se mi kot družina preoblikovali, ne, se mi zdi, da se da zelo lahko skozi pogovore tudi svet preoblikovati. Ne. Tako veliko stvari izkustveno razmišljam, no, tako ne teoretsko, ampak ta vidik, da smo mi kot družina postali zdaj neki okoljski vegetarijanci, da so vse stvari pravzaprav na nek način pogledane skozi oči tega, kakšen vtis puščamo v tem svetu. Pa ne mislim zdaj pretirano, so tudi izjeme, seveda, poskušaš biti ne restriktiven, pa ne tok, ampak ja, to je to. Neka mehka prevzgoja človeštva. Ja, kako bi rekli temu. Ja. Ker si tudi tako kritična v javnosti. Jaz sem zasledil, da si ena izmed podpisnic tistega javnega pisma proti koncertu v Tivoliju. Ja, pa tudi na protestih sem bila. Tako, pa na protestih. Ja. Torej si ti ta neka... Si ti to zdi, da je to uporniška drža? Ne, to se mi zdi nujna drža posameznika danes. Nikakor. Jaz mislim, da to svoje uporništvo, ne vem, sem izživela. Ja, sem izživela. Da pa zdaj zelo z enim premislekom se lotevam stvari. In ja, nujno se mi zdi potrebno, da se človek v demokraciji angažira, da je aktiven državljan, da presodi, kje lahko svoj glas doda, kje je potrebna pač neka širina in množica, kjer je treba posameznike, ki se za nekaj borijo, podpreti. In to se mi zdi, ja, v bistvu, se angažiram v različnih stvarih, ne. Mogoče v šoli tega toliko ne povem. Okoljske stvari, ja, to se mi zdi pa, da je tema, ki mladostnike pa zelo zadeva. Meni se zdi to največji problem naših dijakov, ki jih poučujemo, dijakinj in dijakov. Se mi zdi prihodnosti. To je problem, s katerim se bojo mogli soočiti in ga premalo v šoli naslavljamo. Tako da, ja, tu sem mogoče včasih presitna v šoli. Ja, s tem, kdo je meso, kdo ga ne je, kako je prišel v šolo, kako je pripotoval. Ja, tle sprašujem. Neprijetno. Se mi zdi, da mora sodoben človek, ali pa želela bi si, da je ozaveščen glede številnih neenakosti v družbi, no? Kot sem že prej načela. In se mi zdi ta naš odnos
do narave, kjer smo se postavili nad naravo in jo v celoti izkoriščamo in resnično živimo v svetu, ki mu vlada človek, to je antropocen, ne. Ja, da je treba tudi te teme v šoli naglasiti, hkrati pa biti mogoče svojo angažirano držo, tudi zgled. In še ena neenakost je seveda tema tvojega opozarjanja, to je socialna neenakost. Ampak a je umetnost vendarle bolj elitna stvar? Ja, mislim, žal se mi zdi, da se z umetnostjo danes lahko ukvarjajo predvsem tisti, ki jim finančno stanje to omogoča. Mnogi študirajo umetnost, tudi pač končajo umetniške šole, ampak je potem to življenje tako prekarno, da je, ja, če nimaš podpore neke ekonomije od doma ali partnerjev ali kakorkoli, se mi zdi, da je težko preživeti. Tako da ja, jaz bi lahko pritrdila, da se z umetnostjo danes lahko ukvarjajo tisti, ki finančno lahko preživijo. Tudi ena definicija sodobnega umetnika je, da je umetnik tisti, ki lahko živi od umetnosti. Ne pa tisti, naprimer, ki živi od svojega pedagoškega dela ali dela obstem ali karkoli. Ne. No, ampak a ni bilo tudi v preteklosti tako, da je umetnik zelo težko preživel? Ali je bilo lažje včasih? Ne. Verjetno je bilo zmeraj tako. Ja, je specifična. Ja, specifična ekonomija, ne, je umetnost. Ja, se mi zdi, odvisna je tudi od okusa, od naročnika. Ampak je potem tudi uživanje umetnosti elitno? Glede na to, da vse te stvari vendarle stanejo, razni, ne vem, vstopnice za razne muzeje, v gledališča in tako dalje. Mislim, to verjetno ni dobro za umetnost. Ja, ne, definitivno ni. Mislim, ampak ne vem, ne zdi se mi, da jaz mislim, da pač človek v svojem življenju neko določeno vsoto namenja temu, da lahko tudi drugi ljudje živijo. Tako je moje razmišljanje. Ne vem, da podpiram toliko in toliko medijev zaradi svobode medijev. Sem na toliko in toliko stvari naročena. Da podpiram neke umetnike z nekimi nakupi določenih del. Da skrbiš za tiste, ki so socialno deprivilegirani. Se mi zdi, da ko ti položaj v družbi to omogoča, potem se drugače ne da. Ne vem. Da je to v bistvu naša družbena naloga, odgovornost. Ja, odgovornost. Jaz mislim, da ko imamo nek določen družbeni status ekonomski, je zelo potrebno tudi del svojega denarja, verjetno, nameniti tistim, ki si takega statusa ne morejo privoščiti, naj bo to umetnost, naj bo tudi karkoli drugega, kot te, ki so socialno tako deprivilegirani. Je mogoče v tem vidiku tudi to tvoje nenehno spodbujanje dijakov k kreativnosti, v končni fazi tudi s tem, da si ena od pobudnic galerije G+, ki jo imamo. Je to morda tudi povezano s tem, da pač seveda dijak ne more opozoriti nase na malo širši ravni in da se recimo začne pri opozarjanju nase vsaj na šolski ravni? Ta G+ se mi je zdela pomembna predvsem zato, ker bi bil prostor za dijaško ustvarjalnost. Zdaj, če jaz rečem, ta dijaška ustvarjalnost je za mene zelo specifična, to sem že prej načela, je nekaj, kar lahko mladostniku omogoča, da zelo bogato preživi svoje odraščanje in vse krize in težave, skozi katere gre. Da je umetnost nek medij, ki ti omogoča izražanje, ki ti omogoča, da neke stvari skozi eno od zvrsti umetnosti tudi poveš. In zato se mi zdi to pomembno. Jaz ne gledam toliko na dosežke teh mladih, kot pa na možnost, da nekaj povejo. In če povejo to, kar jih res globoko zadeva, ali pa kjer se ne znajdejo, kjer so preveč zapleteni v neke stvari, pa poskušajo to premisliti, pa izraziti, se mi zdi to največji dosežek umetnosti. Tukaj, v srednji šoli. Ker to ni profesionalizacija umetnosti. Profesionalizacija se pol začne. Živeti z umetnostjo, ob umetnosti, to se mi zdi zelo
velika kvaliteta lahko. Seveda je podobno lahko šport tudi igra, ne podobno vlogo v odraščanju. No. Pa se ti zdi, da je recimo ta G+ dosega te cilje, za katere Ja, ne, zato ker problem je v tem, zato ker vendarle to ni stvar samo enega človeka. Ja. Na šoli z skoraj 1000 dijaki, pa ne vem, veliko učitelji, bi to moral biti en tim, ki spodbuja. Se mi zdi, da bi se morali malo bolje organizirati. Ja. Da ne dosega tega, da v bistvu imamo zelo dosti ustvarjalnih dijakinj in dijakov in da jim to ni prikazan kot prostor, kjer lahko to svojo ustvarjalnost pokažejo ali pa izživijo, jo opozorijo na se. Ne dovolj. Ali k tej ustvarjalnosti pripomorejo tudi ekskurzije, ki jih organiziraš, namreč veliko je teh raznoraznih ekskurzij, lahko tudi enodnevnih ali pa za čez vikend. Ne vem, v bližnja ali pa moče tudi ne tako zelo bližnja mesta na v raznorazne galerije, na raznorazne razstave. Se ti to zdi, da je to pomembno za otroke, da se jim širi nek horizont, ali tudi, da se jih na nek način spodbuja k lastni kreativnosti, k lastnemu ustvarjanju? Ja, verjetno to oboje, ampak v prvi vrsti je to širjenje horizonta, še bolj pa to doživljanje umetnosti v živo. To se mi zdi pa, da ta razlika med projekcijo v razredu in pa potem stvarmi, ki jih doživiš v živo, je enormna. Ta zelo velika razlika. Ali pa doživljanje arhitekture, prostora, to se mi zdi vse tako pomembno. Ali pa doživljanje filma v kinodvorani, ne pa na telefonu ali kjerkoli drugje. Se mi zdi, da za umetnost imamo določene prostore, kjer jo morda lažje doživimo. No, tako se mi zdi, da je to zelo pomembno. Ja. Torej, da vse, ko se vstopi v galerijo, da v bistvu vse nate deluje, vključno z arhitekturo. Ja, se mi zdi, da odmisliš neke stvari, ko si v galeriji. Ne? Telefon pustiš v žepu, ne vem, obkrožite prostor, ki mogoče fokusira tvoj pogled, interes na določene stvari. Drugače. Sprejemaš ga drugače, druga percepcija je. Jesti za mizo ali pa fast food stoje. So razlike vsem, kar počnemo. Ja. Zdaj, morda bo to stereotipa. Ne? Umetnik se pač seveda, oziroma ljubitelj umetnosti je skregan z materialnim svetom. Je tudi pri tebi tako? Ali kakšen je recimo odnos do materialnih stvari? Ne, jaz imam srečo, da je moje materialno stanje, da sem z njim zadovoljna. Živim sicer v najemniškem stanovanju, s tem nisem pravi Slovenec, ampak se mi zdi, da živim zelo dobro in da pravzaprav v življenju ne rabim več, kot imam. Tudi moj poklic mi omogoča dovolj dobro pač ekonomijo, ne vem, kako ne rečem. Nimam teh težav. Zadovoljna sem s tem mojim ekonomskim. Ne vem zdaj točno, kam meri to vprašanje, ampak tako, na to, kakšen imaš recimo odnos do, ne vem, zdaj bom banalno rekel, do avtomobila, verjetno ti je vse eno. So tudi pri drugih stvareh, ali imaš kje, ne vem, ljubezen do, mi bo ta stereotip oproščen, do čevljev? Ne, nimam nobenega fetiša, nič se mi zdi. Avto je star 19 let, ampak ne samo zaradi tega, ker je toliko star, ampak tudi čist ekoloških razlogov, da ga je treba do konca speljati. Vse, kar imam, poskušam, da je mogoče tudi, če se le zda, da je second hand, da je reused. Malo gledam tudi na to ekonomijo skozi oči potrošniškega sveta, v katerem živimo. Nič pravzaprav me tako ne fascinira, da bi bila zbiratelj česarkoli. Si tudi kritik enega takega sejma ničevosti, ki se mu reče motorantski ples? Si? Sem. Predvsem se mi zdi ekscesno predrag. Zdi se mi, da je za dijaški žep, absolutno, za žep družin dijakinj in dijakov, da je preglobok. Da treba seči tako globoko, da to ni
Ja, ne zdi se mi v redu. Ni, Ne zdi se mi v redu. Predvsem se mi z tega ekonomskega vidika ne zdi v redu. Ti sama na lasten maturantski ples tudi nisi šla. Nisem šla. Nisi šla, to je neke vrste bil tudi Takrat je bil upor, bi protest. bolj rekla, protest. No, tudi jaz v okviru družine, v kakršni sem bila, pa zadnji otrok, pa ja, ki stvari preigra že skozi oči svojih starejših bratov, ne, se mi je zdelo že takrat to zelo problematično in sem rekla ne. Aha. Ker sem ga videla že dvakrat tako, no, skozi te oči, Ja. pa sem pa rekla, meni pa res ni tega potrebno. Potem pa, ja, ampak na maturantske plese obeh starejših otrok sem pa šla. Zato, ker tam sem bila pa mama, ne, in se mi zdi, da znam to ločiti te vloge v življenju. Zdaj pa ne bi šla. In Ne, zdaj sem se postarala, pa sem postala toliko bolj tolerantna do stvari, zdaj bi morda tudi šla, ampak ja, ne. Mislim, nisem več tako kritična, ampak ja, lej. Predvsem se mi zdi, da je to sila drago in da bi se dalo stvari na neko slovo maturantov drugače izpeljati. Da je to tako poš stvar, no. Tudi vse, kar spada zraven, vsa ta oblačila, stvari. in frizeri. Ja, vsa stvari, tudi ta odraslost, ki jo zaigrajo tej naši mladi dijakinje in dijaki, ki jih tu nikoli ne vidiš v oblekah, pa so tam kar naenkrat v oblekah, nekem bolj ali manj lagodnem počutju, vse te večorne obleke, dolgi, visoke pete. Ja. Prej sva govorila o okoljski ozaveščenosti. Sama narava, ne, večkrat si že prej namigalna na njo. Koliko ti pomeni, se umakneš v naravo? Je to tvoje neko zatočišče? Ja, definitivno sprehod, narava, stik z naravo. To se mi zdi nekaj, kar zdravi. Vikend? Lahko. Ja, vikend, ja, narava na planinskem polju, no, kjer sva z možem. To se mi zdi super, to se mi zdi čisto zdravilo. Ja. Ja. Dojemam naravo tako kot nek element zdravja. Sprostitve, očiščenja. Imaš še eno veliko ljubezen do rož. Res? Kdo je to rekel? Ja, imam, ja, rože me imajo rade. Okay. Aha, to rože te imajo rade? Ampak ti tudi rože? Ne, imam, ja, verjetno. To pa zdaj, ko si me tako vprašal, pa mi je bil prvi flashback na moje otroštvo, pa na mojo mamo, pa rože in mama. Ja, verjetno je to neka stvar, s katero sem odraščala, ja. Rože, velika ljubezen. In zdaj tudi je stanovanje polno rož? Ja, zmerno, ko jih je preveč, jih razdelim. Aha. Z velikim veseljem jih podarim, če jih kdo hoče, pa ko jih je preveč. Ja. Kaj pa šport? Ja. Plavaš, oziroma ali si plavala, to je tudi eno tako, ne vem, meditativno? Ma to funkcijo? Ja, sigurno ima. Plavam še zmeraj, ja. To je tako. V bazenu plavam, ja, bazen, po bazenu. Ja. Naprimer 3-krat, 4-krat, če se da 5-krat, sem še najbolj srečna. Zvečer grem plavat, ponavadi ob 9 in plavam 1 uro. In ponavadi sem skoraj da sama v progi in to je res meditacija, to je res očiščenje, ne, tako bi rekla. Od te blage pa prijazne vode, ki te objame, do stvari, ki počasi odpadejo. In pa, ko se na koncu stuširaš, pa si pripravljen za nov dan. Jaz sem našla v tem neko svojo meditacijo, pa tudi eno možnost, ki mi omogoča, da lažje preživim ta svet, poln najrazličnejših stresov. Torej, to je zame šport, naprimer. Pa poleg plavanja še kaj? Je kolo, naprimer, kolo imam zelo rada, pa hojo imam tudi rada. Veliko smo kot družina kolesarili, zelo veliko smo pač tudi potovali s kolesi. Ja, pač, naprimer, šport mi je zelo ljub. Jaz se po športu super počutim. Aha. Ja. A pa to bi bil tudi šport, ne vem, ekipni kakšen, ali imaš raje individualno? Jaz sem odraščala na podeželju in tam je bil šport zelo pomemben in je bil socializacijski element. To, tako bi človek rekel, na eni majhni vasi ali majhnem mestecu. Ne, in
preko športa se je javno življenje zelo močno odvijalo in se mi zdi, da smo bili vsi v to vključeni in od takrat naprej se mi zdi to, tudi jaz sem trenirala skupinske športe, ja, pa sodelovala v tekmovanjih in tako dalje. Katera pa športe si? Rokomet, to je bilo pri nas. Pa tudi spremljam še šport, tudi naprimer brata in oče, vsi so imeli šport radi, tako da zelo z veseljem spremljam. Pogledam rezultate, vem, kje smo, znam se v športu kaj pogovarjati. Ja, ampak ne samo rokomet. Ne, nikakor, vse. No in zdaj, ko gledaš, imaš kakšno preferenco, kar se športov tiče v gledanju? Ne, pač to, kar je sezonsko. Kar rekla, sezonski šport spremljam, no, kaj jaz vem. Zdaj se mi zdi, da se ukvarjam s tem, kar je zdaj. Ne? Če je to smučanje, če so to skoki, potem poleti je to kolesarjenje, pa tudi vse te pikantnosti zraven, kot je ta Dončićeva prodaja in tako dalje. V bistvu me vse to zanima, tudi ozadja, politika v ozadju, denar, ki kroji stvari, igre. Kaj pa spet en celostni pogled. Ja, to se mi zdi vse zelo pomembno. Ja, tudi to, kako se kdo odloča, kaj pol počne, kako se njegova postkarierno življenje odvije. Ne? Vse to se mi zdi sila zanimivo. Če rečem, šport tako vzamem, jaz imam tisti svoj majhen meditativen kotiček, ampak šport me pa tako širše zanima. Ja. Da bi pa prav navijala, to pa ne, okay. Ne. Ni vredno živcev. Ne vem, ne znam. Čeprav, kot verjetno večina Slovencev, me preplavijo čustva ob slovenskih zmagah. Tu pa imam nekega nacionalno privzgojen, ne vem kaj. Pa še ena meditativna stvar, morda kuhanje. Predvsej dobra kuharica si. Ja. Ja, veš kaj, mislim, tako je bilo pri meni. Jaz sem zelo rada kuhala, ampak moram reči, da zdaj je pa hrana postala nekaj, kar je samo še nuja. Zelo dobro sem pa kuhala zato, ker sem kar nekaj let poleti preživela na Švedskem v eni odlični restavraciji z Michelinovimi zvezdicami, ker sem po 4. letniku srednje šole sem imela zelo dolge počitnice, ker pač ni bilo potrebno mature delati in potem sem šla za 3 mesece na Švedsko in sem tam v tej restavraciji delala in to sem pa še 2-krat ponovila in sem res vse te finese, ne vem, visoke kuhinje, ali kako bi temu rekli, osvojila. In pa sem kar rada kuhala, ampak zdaj se mi življenje zdi pa toliko drugih stvari pomembnejših ali kakokoli. Pa to si prav, to te nekako usoda pripeljala do te restauracije, ali si prav zaželela? Ne, to je moj oče imel eno zvezo in svojega prijatelja z otroštva, ki je emigriral na Švedsko in je to tako kvalitetno restauracijo, res kvalitetno. In potem sem jaz tam počasi se uspenjala od pralke posode do tega, ki je pa tudi kuhal že. Ja, tako. Prav taka klasična zgodba o uspehu. O uspehu, ja. Zdaj pa, če boš vprašal pa doma pri nas, pa ne kuham preveč rada. Ne. Če se le da, ja, je to nekaj hitrega. Tako, res jaz imam ta občutek te svoje končnosti tako prisoten. Se mi zdi, da je toliko zanimivih stvari v življenju. Plus mogoče je še tle malo, tu pa je nekaj mojega uporništva do tega, kako ljudje preživljajo svoj prosti čas. Zdi se mi, da zelo dosti časa posvečajo v kuhinji, hrani, gurmanskim užitkom. Mogoče sem do tega malo zadržana. To sem zdaj zelo iskrena, da je to tudi malo upora zoper ta v svet gurmanskosti. Torej, en element propada sveta je tudi obsedenost s kuhanjem in kuharskimi šovi in podobno. Vse to absolutno brišem. Če si bila na Švedskem, potem znaš švedsko? Ne, ampak kar nekaj sem. Mislim, razumem, rečemo temu, da razumem. Ampak je tudi med nemščino, angleščino, to je tak jezik, če znaš 2 druga jezika. No in ker ti namreč znaš mnogo jezikov. Ne vem, mislim. Postavimo te v neko državo in se boš znašla. V angleščini, nemščini, italijanščini, gotovo, to troje. Francoščini. Sem se učila, v gimnaziji, drugo pa, mislim. Pa te dovolj. Te zanima jezik kot struktura? Ne, žal ne.
Ampak je bolj tako kot sredstvo sporazumevanja. Kot sredstvo, pač sredstvo tudi se mi zdi, da za užitek. Jaz sem dosti dobro nemško znala, mislim, da nemščina je moj jezik, ki ga najbolje znam, ker sem živela ob meji, ne, in smo v osnovni šoli imeli nemščino in mislim, branje v nemščini je sila velik užitek. Res se mi zdi to v določenih, pa tudi v italijanščini delno, to so jeziki, kjer zelo rada berem v njih. Ne zanima me pa struktura, gradnja in tako dalje, vse te zgradba jezika ne. Pa še en jezik je, s katerim se ukvarjaš, to je v bistvu digitalni jezik. Kakšen imaš pa do tega odnos, do tega digitalnega sveta, do sveta teh socialnih medijev? Socialnih omrežij, ja. Ne vem, to sprejemaš, to se ti zdi... To je realnost, v kateri živimo, ampak v bistvu nisem aktivna na njih in potem imam sicer Facebook, toliko da pregledam, kaj se dogaja, mislim, da že enih par let nisem nič objavila, ne, ampak gledam pa tudi spremljam, zelo me zanimajo komentarji, to se mi zdi nekaj zelo živega, ne toliko objave, tudi to, kar ljudje od spodaj mislijo, potem Twitter absolutno bi zdaj ob vseh teh regulacijah ga zbrisala, ampak tudi je preveč. Instagram, zmeraj znova dobim to informacijo od otrok, mojih otrok, da naj si ga ja ne naredim, ker je prevelika izguba časa. Tako da ja, ne vem, nisem toliko aktivna. Torej, se mi zdi pa, da mi mogoče, jaz včasih rečem pol doma, ja, pa nisem na tekočem, pa toliko stvari se potem zgodi, pa jih ne vidim. Pa so tako zelo prepričljivi v tem doma. Moji mlajši otroci, ki se mi zdi, da živijo ta svet, da nič takega ne izgubljam in da mi vendarle ni treba. Za razliko od njih, ki na nek način vsaj najstarejša hči mora biti na Instagramu, ker je to sestavni del poklica. Ker če zdaj še mogoče par besed tvojih otrok, zdaj omenila si moža, mož je kipar, je dekan na ALUO-ju, skratka, v bistvu tudi prepojen z umetnostjo, ampak tudi nekako sta očitno uspela prenesti to ljubezen na svoje 3 otroke. Vsi 3 otroci se vsaj deloma ukvarjajo z umetnostjo. Si to zadovoljna, ker prej čisto na začetku si omenila, da je bil namig s strani tvojih staršev, da morda sledenje po isti poti, kot so šli oni, da ni nekaj ravno najbolj zaželenega. Kako gledaš na kariere ali pa vsaj na delo svojih otrok? Iz tega vidika. Ja, ne, se zelo podobno. Se mi zdi, da je bila zgodba pri nas doma, naprimer ta najstarejša hči, je tudi izbirala študij in sem odsvetovala umetnostno zgodovino, pa je po diplomi, magisteriju vseeno prešla, se naredila diferencialne izpite, prešla na umetnostno zgodovino, sicer njo zanima res sodobna umetnost, kuriranje, ne vem, piše, živi v tujini, pa še zelo aktivna tu na tem področju in uspešna. Tako da ona je šla naprimer po mojih stopinjah, jaz sem učitelj, ampak ona počne nekaj, kar tudi zelo rada počne in z ljubeznijo. Sin, se mi zdi, da nima toliko, je naklonjenost, spremlja stvari in seveda ima odnos do umetnosti in tudi približno ve, se z nami zna čisto argumentirano pogovarjati o tem, medtem ko ta mlajša pa študira to, pa je šla po očetovih stopinjah, je pa tudi študira in ne vem, kaj naj rečem, se mi zdi, da nič ni dokončnega, da vsi 3 lahko še svojo poklicno odločitev spremenijo, da je čas tak, da niti najmanj ne mislim, da bojo vsi tukaj ostali. Trenutno so in to tako sprejemam. Tako, sej veš, kaj nam tudi rečejo, poklici, ki jih bojo naši dijaki sploh še ne poznamo. Še ne ustvarjajo in tudi dejstvo je, da vsak od teh mladostnikov danes bo
opravil več poklicev, več zelo različnih. To je redkost, da bo nekdo tako kot jaz 30 let v šolstvu. Razumem, ja. Tako da se mi zdi, da ja, Bog vedi, kam bo te otroke. Imajo dovolj dobro izobrazbo, se mi zdi, da so. Ja, jaz sem zadovoljna z njihovim pogledom na svet, na življenje, na stvari, kar lahko počnejo in se mi zdi, da se bojo znašli, kamorkoli bojo že postavljeni. No, to je pa verjetno tudi eno zelo tako prijetno razmišljanje. Ja. Mama, tle sem odkljukala, tle nisem več, mama nimam več te naloge. Vsak od njih je samostojen, samostojno razmišlja in sem vesela, da so tako kot so. Ja, to se mi zdi, da je zelo pomembno. Lepo, to je pa zelo lepo slišati. No, zaključila bova pa s stvarmi, z serijo enih takih vprašanj, ki temu reči, da na nek način morda reflektirajo tudi malce tvojo osebnost. Namreč gre za serijo vprašanj, ki jih jaz postavljam vsakemu svojemu gostu. Nisem si jih jaz zmislil, pravzaprav se vlečejo že iz časa Prusta. Njemu so bili prvič zastavljeni, potem pa so se tekom zgodovine malo spreminjali, zastavljali so jih, ne vem, tudi hollywoodskim velikanom, ampak danes jih jaz zastavljam tebi, Nina Ostan. Nina, kaj je tvoja najljubša beseda? Življenje. Življenje. Kaj je beseda, ki jo najbolj sovražiš? Priden. Priden. Kako pa to? Se mi zdi ena taka grozna slovenska beseda. Aha, ti si pa priden. Priden. To. Aha. Mislim, ne vem, poskušam se izogniti na veliko. Aha. Kaj je tvoj najljubši zvok? Narava. Gost. Zvok, Voda. ki ga najbolj sovražiš? Krik. Kričanje. Kaj je tvoja najljubša kletvica? Je Benti. Ja, tako. Če se sme to javno povedati. Ja. Bomo videli, morda jo bomo pobipali. Ja. In to je res tisto, kar ti res paše povedati. Ti res to kletvico. Jaz mislim, da je to. Da to prihaja da je to od otroštva naprej. Ja. Ampak na štajerski način, razumeš, to ni tako. To je štajersko rečeno. Mi kot otroci niti nismo razumeli tega, kaj to pomeni. Je Benti. Ja. Z N-jem, Z N-jem, ja. To si rekel zato, ker je bilo to v okolju in je to ostalo. Ja, mislim, mnogo kasneje razumeš, kaj to pomeni, ampak ostane pa v tebi kot nek izraz otroškega protesta. Ja. Kaj te navdušuje? Umetnost. Ja, zelo preprosto. In česa zares ne maraš? Ja, ne maram političnih, avtokratskih režimov, tako bi rekla. Ne. To se mi zdi tle. Če me tako prvo vprašaš, se mi zdi, da me je tega najbolj groza, kar se zdaj v družbi dogaja, teh avtokratov, ki prihajajo na oblast. In to lahko fizično občutim kot nekaj, kar ne maram. Aha. Katero znano osebnost bi najraje spoznala? Ja, kakšno veliko žensko. Ne vem. Iz polja umetnosti? Ja, verjetno iz polja umetnosti, ki je toliko krasnih ustvarjalk. Kakšno ustvarjalko verjetno žensko. Se mi zdi, da bi zelo težko eno povedala, ampak definitivno bi me zanimala ženska in verjetno njeno ustvarjanje. Ja. Kateri poklic, poleg svojega seveda, bi še rada opravljala? Sem že prej omenila. Je to še vedno medicina? Medicina in pa specializacija znotraj medicine. Kaj pa poklic, katerega nikakor ne bi rada opravljala? Jaz sploh si ne morem misliti, kaj ne bi rada opravljala. Če bi morala, bi opravljala karkoli. Ne vem, se mi zdi, ampak če bi lahko zbirala, kaj bi bila tista stvar, ki jo nikoli ne bi izbrala?
Kako je čudno, zato ker moj pogled na svet je, da vsak poklic ima neko težo in je v družbi pomemben. In se mi zdi, da če bi bila postavljena tja, da ne znam tega ločiti. Okay. Ne znam povedati, katerega ne bi znala početi. Okay. Kateri talent, ki ga nimaš, bi najraje imela? Oziroma bi rada imela? Ja, rada bi če dobro pela. Ja, glas bi rada imela tak božanski. Malo se šalim, ampak se mi zdi, da je to nekaj, kar lahko zelo veliko srečo v življenju prinese. Kaj je ena stvar, ki jo imaš oziroma poseduješ, pa bi jo morala vreči stran? Verjetno veliko materialnih stvari. Zelo veliko v življenju materialnih. Še 3 hitre, kava ali čaj, to mislim, da bi znal, ker jaz sem tudi odgovoriti, kava. Hribi, morje? Morje. Pa ti ni toliko do hribov ali morje. Imaš to plavanje? Plavanje zelo od otroštva. Ja. Mislim, da ima zgodovino to plavanje. Ja. Mačke ali psi? Psi? Ja, mačke so preveč... Ne vem, psi, ker sem odraščala s psmi. Zdaj pa nimate psa? Ne. Pa bi... Je to plan enkrat? Ne. Ja, ampak v mestu ne. V mestu je to, se mi zdi, preveč zame in za psa. Oba bi trpela. Mislim, ja. V mestu, ker živim v centru. Ja. No pa še zadnje vprašanje. Če Bog obstaja, kaj bi si želela, da ti reče, ko prideš pred nebeška vrata? Vstopi. No, evo, prišli smo do konca, Nina, hvala lepa za ta prijeten pogovor. Upam, da začela sva s tem, da ti je rahlo neprijetno. Upam, da sva uspela preseči to. Hvala, Miha. Presegla sva absolutno, če sem se sprostila. To je bilo. Hvala vsem, ki ste nas spremljali oziroma nas spremljate. Seveda pa hvala vsem, ki jih vi ne vidite, vsem našim dijakinjam in dijakom, ki omogočajo, da ta podcast živi, ki poskrbijo za luči, ton, sceno, za montažo. Skratka, oni so zelo, zelo ključen del tega našega projekta. Projekta, s katerim se vidimo naslednji mesec. Lepo bodite in srečno. Hvala, ja. Vsem, tudi jaz se zahvaljujem.